Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Prejšnji teden smo govorili o izrazito tveganih in špekulativnih naložbah v kriptovalutah. Dogajanje na kriptotrgu je precej nihajno, cene v samo enem dnevu lahko zanihajo za 10 in več odstotkov navzgor ali navzdol. Ravno ta teden so bile tečajnice spet obarvane rdeče, upadi pa kar precej boleči. Da malce umirimo puls, gremo ta teden v nasprotno smer in sicer bomo preverili bolj konzervativne naložbe, kot so denimo obveznice, depoziti, nepremičnine, torej naložbe, ki v osnovi postavljajo v ospredje tudi ohranjanje premoženja in ne zgolj potencialna donosnost. Kot pravi znameniti stavek iz serije Igre prestolov, Winter is coming, torej zima prihaja, lahko rečemo, da bo po skoraj 13 letih rasti prišla zima tudi na delniških trgih, nihče pa ne ve, kdaj bo mraz pritisnil, zato je treba biti na preži in se pripraviti na morebitno ohladitev. To še zlasti velja za tiste, ki se približujete izbranemu varčevalnemu cilju. O bolj konzervativnih naložbah se bom pogovarjala z lovcem na desetinke donosnosti, Blažem Hribarjem, ki je član uprave pokojninske družbe A. Zdravo, Blaž. Živijo, Marja, lep pozdrav sem. No, živijo. Hvala za povabilo. Z veseljem. A si gledal serijo Igro prestolov? No, slab sem pri tem gledanju televizije. Slab. No, tudi jaz nisem gledala, sem pa pred kratkim, ko se je pač ta hype polegel, sem se odločila, da pogledam to serijo. Trenutno sem na 5. sezoni in že 5 sezon napovedujejo, da bo prišla zima. Ta še ni prišla, ampak zagotovo bo prišla enkrat do konca te serije. Nekaj podobnega imamo pa tudi na delniških trgih, ko smo v pričakovanju prihoda medveda že nekaj let. Lansko leto sem denimo organizirala spopad bikov in medvedov. Vi ste imeli, upravljalci premoženja, ste imeli glavno vlogo. Vsi so želeli biti biki, tebi smo pol na koncu dodelili vlogo medveda. Mislim pa, da vsak upravljalec premoženja se mora znajti v obeh vlogah in da je sposoben pretehtati v bistvu vse argumente. No, daj mi povej, če bi lahko danes prosto izbiral v vlogo bika ali medveda, katero vlogo bi izbral za recimo obdobje 3 let? Referenčna knjiga, ki govori o tem, koliko so donosni kapitalski trgi, delnice, obveznice, karkoli drugega, torej kaj lahko na kapitalskih trgih pričakujemo. Naslov te knjige je Zmaga optimistov. Torej, gledano zadnjih 100-200 let, so takoj, ko greš na malo daljše časovno obdobje, ko ne gledaš iz dneva v dan, ampak ko se pogovarjamo o nečem, o varčevanju, ki je oddaljeno, ali pa finančnem cilju, ki je oddaljeno 5-10 let več, takrat zmer so zmagali optimisti. Torej, jaz sem pogojno že, glede na to, kje sem, kako sem izobražen, kaj je moje osnovno delo v službi, optimist. Jaz temu rečem zmerni optimist, realist, ampak bolj na optimistično stran. Torej, vedno, če moram zbrati eno ali drugo, bika ali medveda, jaz bom zmer bik. Ja, mislim, da bojo vsi upravljalci premoženja biki, oziroma so biki. Sicer bi delali v zavarovalnici ali pa kje drugje, Lepo si to povedal. Blaž, midva se poznava kar dolg časa, mislim, da zdaj že kar dobro desetletje. Mislim pa, da se tudi najni filozofiji investiranja nekoliko razhajata. Vsaj tako je bilo pred časom, ko smo se pogovarjala o tem. Sama sem zagovornik investiranja v visoko tveganih naložbah, sploh ko je govora o mladih varčevalcih, ki imajo izrazito dolg dolgoročen horizont. Ravno zato menim, da v portfelju mladega človeka, ki nekako zasleduje to dolgoročno strategijo investiranja, ni prav veliko prostora za izrazito konzervativne naložbe. Kakšno je pa tvoje mnenje? Se strinjam s tabo, absolutno. Zdaj, eno so naložbe, ki so tvegane in ki se jih lotiš na preudaren, bom rekel, strokoven način, kar pomeni v prvi vrsti razpršenost. Drugo so pa izrazito agresivne naložbe, ki jim jaz pravim ne naložbe, ampak špekulacije, stave, igra na srečo, zabava. In v ta del je treba jasno ločiti od tistega dela, kar se temu reče, torej rečemo temu bolj tvegano, bolj donosno na dolgi rok upravljanje. Razlika med tem dvema je ena ključna. Če se gremo špekulacije, zelo, zelo tvegane naložbe, to v bistvu niso naložbe, ampak je stava. Če stavo zgubite ves vložek ali pa glavnino vložka. Če se greste preudarno nalaganje svojega premoženja na mal bolj nihajen, v narekovaju kratkoročno nihajen način, z ciljem dolgoročne donosnosti,
ne, in da boste to dolgoročno donosnost z veliko, res veliko verjetnostjo dosegli, potem je pa to nekaj drugega. Ne. Potem je pa to, bi jaz temu rekel, investiranje, pravo upravljanje vašega premoženja. Ne. Tako da to dvoje je treba jasno ločiti. Jaz sem za to, jaz sem za upravljanje premoženja. Jaz sem, da mladi imajo bolj dolgoročno naravnane portfelje, torej da iščejo donos na dolgi rok, kar avtomatsko pomeni visoko tveganost na kratek rok, torej delnice predvsem, torej razpršeni delniški portfelji kot neka osnova. Potem pa se lahko dodaja malce konzervativnega ali pa malce popopra v kakšno bolj agresivno, specifično smer, če je kdo bolj navdahnen. Ker sva bila midva mlada, je to pomenilo, ne? Je to bodva iskrena, no. Bodva iskrena. Ker sva bila midva zelo mlada, no, tako, sva bila midva zelo mlada, je to pomenilo takrat ščepec balkanskih delnic ali pa ščepec strukturiranih produktov, kakšne francoske banke, a ne. Danes pa to pomeni kakšen žeton z interneta oziroma digitalizacija in tako dalje. Ne. Ali pa kakšna internetna delnica kakšnega velikana, ne, tehnološkega. Tako da, kle nekje se mislim, da midva malo loviva, kje je ta meja. Jaz sem mogoče bolj pristaš tega klasičnega upravljanja, torej tvegane naložbe, ampak razpršeno na dolgi rok, ne tvegati glavnice, ne tvegati, da ne boste dosegli svojega finančnega cilja čez 50, 15, 20 ali pa 40 let, ko govorimo o pokojnini. Marsikdo danes, ali pa o tem, kar ste se pogovarjali verjetno prejšnjič, torej o kriptovalutah in podobnih stvarih, so pa zadeve, ki lahko grejo v zelo pravo smer, lahko pa jutri vredna nič. Tako da, jaz bi to izredno ločil. No. To sta dva zelo različna pojma. No. Zdaj, tudi v kriptosvetu, no boš verjel, so zelo dolgoročno naravnani, imenujejo se varčevalci, hodlarji, kar držijo valute in ne želijo prodati. Ne? Tako da tudi v kriptosvetu nekako... Moj sodelavc ima še zmer delnice Rudnika Banovića iz Bosne. Okay. Težko rečem, da je hodlar. Kaj pa je? Ne vem, noče priznati izgube oziroma ne more prodati te delnice več. Ja, no, v glavnem, zdaj, ko se je tako grdo postaral, greva še malo pogledati ta drug scenarij. Življenjska doba se v bistvu podaljšuje in mi v bistvu pokoju živimo še recimo 15-20 let, nekako se pokojimo pri 67, potem nas pa čaka še kar nekaj desetletij oziroma vsaj 2 desetletji življenja. Kolikšen del portfelja pa ne bi imel sveže pečen upokojenc, recimo v bolj tveganih naložbah? Sveže pečen upokojenc? Ja. Zdaj, tako kot za vsako finančno svetovanje se ta prvo začne, kdo to je, torej dva vidika sta, koliko finančnega tveganja on lahko prevzame, ima zmožnost prevzemati in kakšen finančen profil je njegov, torej koliko je on kot oseba nagnjen k tveganju. Ne? Ampak generalno rečeno, pri nas, konkretno v naši pokojninski družbi, večino ljudi, torej 50 000 varčevalcev, ki pri nas varčujejo, so, bom rekel, običajni ljudje, ki jih srečujete na ulicah, torej so finančni laiki, imeli bojo državno pokojnino, imeli bojo nekaj dodatne pokojnine, ki bo od nas prišla, in obe, torej državna in ta, bo komaj zadoščali za pogojno ohranitev življenjskega standarda, ki ga uživajo s plačo. Da ne govorimo o dražjih storitvah, ki pridejo s starostjo, več o tem mogoče kasneje. Skratka, hočem reči, to je nujni finančni cilj za veliko večino naših vlagateljev, in ko rečemo, da je nekaj nujni finančni cilj, seveda si ne moramo privoščiti, da tega cilja ne bi dosegali, in to avtomatsko pomeni nižje tveganje. Torej, kar se tiče upokojencev, ki so že upokojeni, bi jaz rekel, čim praktično minimalno tveganje. Ne? Elektriko je treba vsak mesec plačati, vse ostale račune tudi, hrano kupiti, zdravnika, zdravila in tako naprej. Tukaj ni možnosti, da ta mesec bom pač imel 30% manj, vse je v redu. Ne? Ni v redu in zato moramo imeti temu ustrezne naložbe. Ko pa se pogovarjava o mladih, ne? Če preskočiva zdaj na tiste 20 do 30 let stare, ali pa tudi do 45, recimo. No. Tisti moramo pa, seveda, imamo čas, imamo 20 let čas, imamo 40 let časa do upokojitve, in tukaj pa vsa finančna logika in zgodovina govorita v smer prevzemanja višjega tveganja, ampak še enkrat, globalno razpršenega portfelja, ne stave na enega konja, ne, ampak razpršenega portfelja, in tukaj
pa ni debate. Zato tudi pri nas ali pa v Sloveniji, v svetu velja, da ko si mlad, varčuješ v bolj tveganih naložbah, to pomeni razpršenih delniških portfeljih, ko se staraš, pa ta nivo tveganja zmanjšuješ, zato da ne bi slučajno se ravno zgodila kakšna delniška kriza pred upokojitvijo, pa bi potem mogel kakšen leto ali pa dve podaljšati vse skupaj, ali pa kakšen finančen cilj ne bi bil dosežen, za katerega si celo življenje mislil, da ti je dosegljiv. Torej, začnemo z delnicami, proti upokojevanju gremo, zmanjšujemo in v konkretno našem primeru zadnja leta varčevanja za dodatno pokojnino, ker so to zneski, ki so nujno potrebni našim varčevalcem, so oni v tako imenovanem garantiranem zajamčenem skladu, kjer jamčimo glavnico in jamčimo še dodaten donos. Ko pa greste v pokoj, je pa v Sloveniji to tako narejeno, da v bistvu dobite fiksno rento, lahko je variabilna, lahko je fiksna, ampak v osnovi so naložbe ekstremno varne, torej je to donos, na katerega lahko računate vsaj tako močno kot na državno pokojnino. Zdaj, ko omenjaš zajamčene sklade, mislim, da kar večina od 500 000 Slovencev ima denar v zajamčenih skladih, ne glede na starost. Deloma drži, ampak iskreno, Marja, od 1.1.2016, odkar recimo jih imamo konkretno pri nas, ne, pa tudi generalno to velja za Slovenijo plus minus nekaj mesecev, bom rekel, vsi novo zaposleni, torej mladi, ki pridajo recimo v Lek, Petrol, Mercator, Hofer, Ikea, recimo kot naše stranke, oni imajo privzeto opcijo, da grejo po starosti, torej grejo najprej v delniški sklad, potem ko dosežejo 42 oziroma 45 let, grejo v srednji sklad in potem pri 55 letih naprej v zajamčeni. In večina se kar tega plana drži, ne? Torej nam se v bistvu močno polni z novimi strankami delniški sklad, ker starejši grejo v pokoj, torej grejo ven iz varčevanja, mlajši pa začnejo v delniškem skladu in presenetljivo hitro, bom rekel, glede na to, kaj smo bili navajeni, z zajamčenim skladom se je prijela ta logika. Tako da bi rekel, da v bistvu ne. V bistvu vsi, ki so v zadnja leta vstopili na trg dela v Sloveniji pri delodajalcih, ki so dobri in imajo pokojninsko varčevanje, so večinsko šli v delniške sklade, skladno z ciklom življenjskega cikla, kot je tudi iskreno strokovno priporočilo tukaj v Londonu ali New Yorku ali pa v Hongkongu, enako priporočilo boste dobili. Ja, novi varčevalci morda res to naredijo, ampak večina teh, ki so pa stari varčevalci, pa nekako niso šli v sklade življenjskega cikla oziroma ostajajo v zajamčenih skladih. Številke tako kažejo. Drži. Konkretno, tisti, ki so že prej bili v zajamčenem skladu, bi mogli pokazati proaktivnost, aktivno se tega lotiti, tega pa generalno pri pokojninskem varčevanju je bistveno premalo aktivnosti na strani posameznika. No in te zajamčeni skladi, obrestna mera oziroma donos, nekako zajamčen donos je pač določen strani ministra za finance in za leto 2021 znaša 0,11% na leto. Tehnično gledano, če upoštevava inflacijo, vlagateljem v zajamčeni skladi v bistvu ne ohranjajo pač tega ustvarjenega premoženja, pač realno zgubljajo na vrednosti, potem pa če dodavaš še stroške zraven, ki lahko v določenih primerih so 1% znašajo, pa vstopni stroški, ki so lahko tudi do 3% in drugi stroški, to je v bistvu lahko kar problem, če se v bistvu okolje ničelnih obrestnih mer nadaljuje. Ali pač? Ja, pa ne, bom rekel, to je zelo negativen prikaz. Zdaj v številkah. Če imate denar na banki, pa ga imate malo več, torej recimo za pokojnino, potem boste plačevali negativne obresti. Tja do minus 0,5%, če ga imate zelo veliko, še kaj več. Skratka, banka ni nekaj, kjer boste dobivali donos. Pustva za inflacijo ob strani. Če greste na depozit, boste dobili nič ali pa nekaj malega pa nič. Če pa greste v zajamčen sklad, ste pa lani dobili, mislim, da 2,76%, letos smo tudi blizu 3%, bomo videli, kje se bo končalo. Skratka, smo bistveno nad nečem, kar nudi depozit ali pa kar nudi državna obveznica na 10 let, ki nudi 0% na leto in tako naprej. Torej, od konzervativnih naložbenih možnosti, od konzervativnih, nekje, ki vam nekdo jamči, da boste dobili to nazaj. Ne samo, da jamčimo glavnico, banka vam tega ne jamči, banka vam izrecno pove, da boste dobili manj nazaj. Mi vam pravimo, da boste dobili to nazaj in še donos. Ja, donosi zdaj seveda niso veliki, ampak če so vse varne naložbe, obveznice, 0% donosne, potem tudi
sklad, ki nalaga v varne naložbe, ne more biti kaj bistveno bolj donosen. Mi se tukaj zelo trudimo, iščemo druge naložbe, lahko prevzemamo malo specifična druga tveganja, ne kreditna, ne tveganja izgube, ampak mogoče likvidnostno. Torej, mi ne rabimo denarja nujno jutri, mi vemo, da ta denar bo pri nas desetletja, in temu ustrezno lahko mogoče malce prilagodimo, izberemo kakšno naložbo, ki je malce bolj donosna, zato ker je manj likvidna ali pa malce specifična, pa se potrudimo jo analitsko pogledati. Tako da in od tukaj dobivamo dodatne donose. Imamo alternativne sklade, imamo nepremičninske naložbe, ki so se nam tudi izkazale kot zelo solidna, varna naložba in tudi donosna v bistvu. In uspevamo z analitskim delom v tem finančnem svetu pač zadnja leta ustvarjati lep donos. No, sej, na nepremičninske sklade. Delč tega, da ne pokrivamo inflacije ali pa da nismo konkurenčni drugim varnim naložbam. Deleč od tega. No, zdaj, ko omenjaš ležarine, je treba tudi povedati, da se vsak evro nad 100.000 evrov zaračuna, negativne obrestne mere. To je v bistvu fenomen tega časa. Kdaj se bomo vrnili v normalno, če temu lahko rečem, normalno stanje? To pa je najtežje vprašanje, ki ga lahko upravljalcu pokojninskega sklada ali pa upravljalcu konzervativnih naložb postaviš. Ampak vse bom probal. Večkrat sem že probal, pa sem se že zmotil, pa bom še enkrat probal. Začeli so leta 2015 z ekstremno negativno obrestno mero pri ECB v Frankfurtu in še danes to velja. Trajalo je praktično 6-7 let, da so slovenske banke prenesle tisto, kar so v Frankfurtu leta 2015-2014 odločili na, bom rekel, slovenske ulice, do slovenskih varčevalcev v bankah. Tako da vidimo pa, da to povzroča močne premike v miselnosti posameznikov, vidimo, da se to premika, da je to sprožilo premike denarja. In zdaj ključno, kdaj bo to sprožilo močno gospodarsko rast, predvsem pa pač posledično inflacijo. Naše mnenje, moje mnenje je, da se temu trenutku bližamo, kdaj točno pa ekstremno težko reči. Lahko tudi rečem, zakaj se bližamo temu trenutku. Par enostavnih razlogov je. COVID je nekaj, kar je zadržal ogromno povpraševanja na eni strani in dal ogromno zastonj denarja širši množici ljudi. Od turističnih bonov do ameriških stimulus čekov in tako naprej. Ljudje imajo ogromno denarja, ta denar leži na banki, čakajo, veselijo se, da ga bodo lahko potrošili. Posod, kjer se je nenadoma sprostilo, recimo omejitve, zadnji primer Angleži, ki so sprostili omejitve glede potovanj za cepljenje ljudi, vidimo, da je naval ljudi na tiste dobre strani življenja, torej recimo potovanje, restauracije in tako dalje. Torej pričakujem, da bo naval povpraševanja. To je eno. Drugo, ljudje imajo denar, to je razlika. Tretje, niso prestrašeni zaradi finančne krize več toliko, kot smo bili. To je vse že malo bolj v kolektivno pozabo šlo. Definitivno so politiki pozabili na to in definitivno so centralne banke in drugi svetovni voditelji na to pozabili. Vsi spodbujajo k temu, dajmo okrevanje po covidu pospešati, dajmo vrniti se v normalno in ob tej količini denarja, kar mi spremljamo recimo pri nas ali pa v bankah ali pa pri slovenskih gospodinstvih, čisto enako je v Angliji, Ameriki in drugod po svetu, in povsod vidimo, da je to vračanje v normalo zelo močno. In to je sprožilo inflacijo, samo zaenkrat je še argument centralnih bankirjev močen, da je to prehodna inflacija. Koliko je prehodna, bomo res videli, ko res zaključimo s covidom. Moja stava je, da ni tako zelo prehodna, kot bi si oni želeli. Je pa že zdaj res, da ko imaš ti 5 in več odstotno inflacijo, kar jo Amerika ima, vsak mesec, ko ta inflacija traja, tvoj argument o prihodnosti pospešeno izgublja na moč. Tako da bomo videli, ampak moja stava, moja glavna skrb, glavna bojazen je, da nas inflacija preseneti, da nas preseneti skok obrestnih mer. In zdaj, kdaj točno, konec koncev, je to leta 2022, je to leta 2023 ali je to december letos, pa bom rekel, ni toliko bistveno, niti ne bi poskušal ugibati. Še nedolgo nazaj se je ljudi veliko strašilo, da jim bo inflacija požrla vse prihranke.
Ljudje so se spominjali potem hiperinflaciji še iz časa Jugoslavije. Denimo nazadnje, ko sem se pogovarjala na nekem dogodku poslovnih finančnikov, so mi finančniki iz različnih podjetij omenjali kar nekaj različnih vrst inflacije, se pravi epizodična, prehodna, psihološka, specifična, skratka, cel kup nekih inflacij je zdaj nastalo, pa me zanima, kakšno inflacijo upravljalci skladov, pokojninskih skladov čutite. Mislim, spremljamo mi inflacijo oziroma inflacijske, bom rekel, te mere, dajmo tako reči, ki so na kapitalskih trgih glavne. A ne? Tam predvsem merimo, kakšna je pričakovana inflacija, ki izhaja iz cen finančnih inštrumentov, naprimer inflacijsko zaščitenih obveznic. A ne? In tam zaenkrat, ker večina lastnikov inflacijsko zaščitenih obveznic in nominalnih običajnih obveznic je finančnikov in torej v prvi vrsti poslušamo, kaj nam v naši, bom rekel, cerkvi pridigajo, ta cerkev je centralna banka, pridigar je pa guverner in dokler gremo z njemu, dokler gremo po njegovih naukih in po njegovi poti, ki jo razlaga, do takrat ni preplaha. Ne. Problem pa seveda rata, če tukaj se odmaknemo od te politike in kapitalski trg se ustraši in kapitalski trg je zelo plašna, bom rekel, riba. To je približno tako, kot ena jata sardel. Ne. Ko enkrat nekaj pade v tisto jato, se zbeži na vse strani, nenadoma se premakne. Vedno znova, ko pride do šoka, je premik ekstremen in nenaden in to napovedovati je ekstremno težko. Vidimo pa, da bom rekel, se stopnjuje pritisk na spremembo politike in tudi sami centralni bankirji že spreminjajo svojo retoriko. Vidimo, da izven Amerike, izven Evrope centralni bankirji dvigajo obrestne mere, ne, torej Srednja Evropa, Bližnji vzhod, predvsem Latinska Amerika, recimo. Ne. Torej, v bistvu, če gremo gledati po svetu, ne, vidimo, da smo v bistvu v fazi dvigovanja obrestnih mer, kar je posledica zmanjševanja COVID tveganja in močnega vračanja potrošnika nazaj. Ne. Prisilno varčevanje je pustilo pač precejšnje presežke, finančne presežke pri gospodinstvih in gospodinstva z veseljem pač grejo in uživajo v tem, ko je konec omejitev. Ja, ampak ECB še nekako ni napovedala, da bo prenehala z odkupovanjem obveznic. V bistvu se pričakuje, da bo končala letos z pandemijskim odkupovanjem obveznic, torej da bo deloma začela zmanjševati s tistim, kar je zaradi pandemije uvedla, torej to je res ekstrem od ekstrema. Ne. Torej, tukaj ne govorimo o tem, da bojo obrestne mere takoj 5% ali pa 6% ali pa 3%, govorimo o tem, da se bo spremenila smer, v katero se denarna politika premika in ko kapitalski trgi napovejo, torej vidijo, da se politika obrača, predvidijo, kaj bo čez pol leta, čez eno leto in tukaj lahko hitro pride do uječitve te denarne politike na kapitalskih trgih. Tako kot sem rekel, kapital je plašna riba, ko se je splašil napačno smer, se premika zelo hitro. Kaj pa pričakuješ od Feda, ki ima ta teden zasedanje? Od Feda pričakujem, da bo začel zmanjševati ekstremne ukrepe, ki jih je uvedel zaradi COVID-a. Pač v Ameriki COVID kot ni več razlog za resne omejevalne ukrepe. Praktično lahko normalno funkcioniraš, v večini držav tudi pač brez maske in tako naprej, torej nimajo niti ne resnih PCT pogojev, nimajo tega, kar poznamo v Sloveniji. Pandemijo imajo večinoma pod kontrolo, vsak se lahko cepi, tako da objektivnih razlogov za držanje nekih ekstremnih ukrepov, bom tako rekel, iz časa šoka, iz marca prejšnjega leta enostavno ni več. Ne. Zato ne sam jaz, ampak kapitalski trg generalno pričakuje premik v smeri rahlega umika teh ukrepov. Seveda previdno, postopoma in tako naprej, ampak gremo v drugo smer, ki smo jo bili navajeni praktično zadnjih zdaj že 12-13 let, torej od leta 2009 naprej. Ne. Ja, napihujejo se pa tudi baloni na obvezniškem trgu. Kako pa to vidiš? Napihujejo se Povsod se napihujejo. Cenovni baloni povsod, ne, od garsonjere v Ljubljani do kriptožetonov, če mene vprašate. Ne. Pač finančna naložba je vedno odvisna od osnovnega nivoja obrestnih mer. Ne. Vedno primerjaš na koncu to z neko varno naložbo, z depozitom, z nečem, kar
kar je bolj varno. Ne. In ko je tisto varno postaja v bistvu namenoma zgubarsko, ne, takrat ljudje začnejo iskati alternative, ne, in mi jih iščemo že, tako kot sem rekel, 6-7 let. Ne. Prvo naložbo smo kupili v bistvu leta 2015, nepremičninsko. Razlog so bile nizke obrestne mere in potencialna inflacija, ki jo enkrat to lahko prinese. Tako da, cenovni baloni so povsod, je pa res, da te cenovni baloni, ne, imajo različno, bom rekel, intenziteto na različnih področjih kapitalskega trga. Ne. Sami dobro veste, kaj je bolj aktualno, po čem se več povprašuje. Ne. In, v zadnjem času pač enostavno vsi vemo, da so obveznice, ni težko pogruntati, da so obveznice zgubarska najslabša možna naložba. Ne. Torej, denar posodiš slovenski državi, da za 10 let in ona ti vrne točno enak znesek nazaj. Ne. Inflacija je 2-3%, pravi Umar, bo naslednja leta. Ne. Torej, to ni dobra naložba. Ne. In gremo v naslednjo, gremo v delnice, gremo v nepremičnine, gremo v alternativne sklade, gremo v kriptosvet, gremo v karkoli v bistvu. Ne. In posledica so pač drage cene stanovanj, rast cen stanovanj, recimo konkretno v Sloveniji, nepremičnin, po celem svetu. Ne. Sej, Slovenija ni unikum v tem svetu, ampak se obnašamo podobno, kot se obnašajo drugje po svetu, in denarna politika je enaka. Ne. Tako da, cene se napihujejo. Torej, če bi bila nenaden obrat v denarni politiki, ne, potem bi to imelo močan negativen vpliv na finančne naložbe. Na katere najbolj? Na tiste, ki so bile najbolj popularne v procesu napihovanja premoženjskih finančnih balonov. Ne. Torej, če moram zdaj špekulirati, malo bi rekel, kriptosvet se bo sesul, če centralna banka dvigne obrestne mere. Kaj pa drugi naložbeni razredi? Se bojo prav tako, ne? Samo intenziteta je odvisna. Ne? Obveznice, slovenske državne obveznice bojo, recimo 10-letna obveznica, če gre obrestna mera iz 0 na 2%, bo izgubila pri 10-letnem trajanju približno 20% svoje vrednosti, tisti dan, ko bi se to zgodilo. Ne? Zdaj pa vi meni povejte, koliko bi to imel pol vpliva na ljubljanska stanovanja ali pa na kriptosvet. Ne. Jaz menim, da bi imeli to zelo globoke posledice lahko za vse naložbe, ki smo jih zelo vajeni bili gledati zadnja leta kot zelo donosne in zelo popularne. Zdaj leta 2008, mislim, da smo imeli tam okrog 60% upad S&P-ja. Koliko pa misliš, da bi zdaj bil lahko potencialni upad? Koliko globok bi lahko šlo? Jaz primerjam trenutno situacijo saj z recimo dot-com balonom iz prehoda tisočletja. Ne. Takrat smo imeli novo tehnologijo internet, ki je napihoval internetni balon. Ne, takrat. Recimo Amazon je še ena firma, ki je danes živa. Ne. Takrat je knjige prodajala, danes prodaja vse. In samo za ilustracijo, Amazon je izgubil 95% vrednosti tržne kapitalizacije, torej delnica Amazona je padla za 95% med letom 2000 pa 2003, ne, torej ob poku dot-com balona. Ne. Preštevilne firme pa so dobesedno propadle, ki so bile takrat največje na svetu. Ne. Torej, če potegnemo vzporednico, zdaj imamo neko novo tehnologijo, zopet je v bistvu zadnjih 5 let tehnološki svet zvezda, ne. Skoraj že čez 40% S&P 500 je v bistvu so tehnološki velikani, ne, ki pošljali tisto, kar je še bolj popularno, bom tako rekel. In tukaj se bojim nekega takega puščanja tega, kar je bilo v zadnjih 5-6 letih najbolj popularno. Torej tisto, kar so v bistvu negativne obrestne mere v bistvu najbolj spodbudile z vidika rasti vrednosti. In to čist po logiki stvari je to IT sektor idealen. IT sektor je nekaj, kar razvija nove tehnologije, ki bojo profitabilne enkrat čez 5 let, čez 10 let. Ne, vedno je naslednjih 5 let je mantra IT sektorja, ne, ali pa vrednotenja IT sektorja. In tukaj ta problem lahko nastane, če ti naenkrat diskontiraš te oddaljene dobičke namesto z, 0, 1, 2, 3%, kar naenkrat jih moš pa s 5, 6, 7%. Ne. Kratka matematična telovadba v Excelu pove, da ima to globoke učinke na vrednost takih naložb. No. Tako da ne pravim nujno kdaj ne, pravim pa samo, da je treba biti malo previden z eksponentnimi grafi pri naložbah. Mislim, da smo teh eksponentnih grafov se kar malo navadili že. Ne? Mogoče lahko poveš, če si drzneš,
Kdaj približno bi ti pričakoval, da bo začel pokati te baloni oziroma ta balon? Jaz mislim, še lahko pogledava letošnje leto, za probati dobiti okus. Cepiva so februar, marca, aprila so cepiva začela delovati, v razvitem zahodnem svetu so postala široko razpoložljiva, začela so delovati, upočasnila so prvotno in potem angleško različico koronavirusa, začel se je normalno življenje in takrat so ljudje malo se odmaknili od zaslonov. Ne pravim, da so se čist, ampak manj kot prej. Ne? In takrat so vroče delnice, ki so bile povezane s pandemijo, ki so seveda vse po vrsti bile tehnološke, ker samo ekran je deloval, pa nič drugega, začele izgubljati na svoji privlačnosti. Mogoče ne toliko absolutni, ampak relativno na druge, bolj običajne panoge. In tudi Bitcoin, tudi kripto zadeve so takrat izgubile malo tistega, bom rekel, blišča, ki so ga do takrat imele. Ne vem, drug primer je recimo, zdaj, če greva gledati, kako se je odzval finančni svet recimo na propad Evergrande zadnje 2 dni, kitajskega nepremičninskega imperija, praktično največje svetovne nepremičninske družbe. Oni so zdaj v finančnih težavah in se to pač pozna v finančnem svetu. Bitcoin ali pa kriptosvet je zopet takrat, ko je bil finančni svet v težavah, ko se je denar umaknil iz tveganih naložb, dajmo tako reči, se je deloma umaknil tudi iz vseh tveganih naložb. Čeprav morda bi kdo rekel, da to nima nobene povezave, se strinjam, ampak ljudje, ki imajo ta denar, ki ga vlagajo na kapitalski trg, ko se oni umaknejo, se umaknejo iz vseh, bom rekel, tveganih naložb. In če rečeš, da Kitajski ne bo šlo dobro, Kitajska je pomembna ne samo pri surovinah, ampak tudi v tehnološkem sektorju, kot nekdo, ki uporablja te storitve, kot nekdo, ki jih lahko regulira in tako naprej. Tako da vse je povezano, to mogoče bi jaz bolj rekel. Če bo šlo zelo slabo generalno gospodarstvom, če bo inflacija, če bo vse šlo v smeri recesije in neke, bom rekel, slabega razpoloženja na finančnih trgih, potem to bo zajelo bolj kapitalske trge kot celoto. Na začetku sem te vprašala, v katero vlogo bi prevzel bika ali medveda, si bil bik, zdaj mi bolj tole vleče na medveda. Se hecam. Ja, mogoče z vidika, kot da opozarjam na tveganje, kje vidim potencialno res neko tveganje, ki bi lahko bilo znatno, pa se ne govori toliko, bom rekel temu, vsaj v splošni javnosti. Na to nekako pripravljamo mi naš portfelj, da če bi do tega prišlo, da ne bi utrpel ogromnih izgub, ampak da bi bile te izgube pod nadzorom in nadzorovane. To je neka, bom rekel, cela logika za to zajamčeni sklad, za to pokojninski skladi, za to dodatna pokojnina. Mi smo tukaj, da zdržimo te pretrese in pritiske, do zdaj nam je šlo zelo v redu. Covid smo mirno preživeli, ravno zato, ker smo tak upravljalec, smo lahko izkoristili tudi priložnosti, ki jih je ta šok na finančnih trgih ponujal, in smo temu ustrezno, imamo solidne donose tudi med drugim. In tako da to je neka, bom rekel, logika za naprej, kako se pripraviš na neke čudne scenarije, bom rekel, za širšo javnost, ampak ravno te čudni scenariji so ta prava, bom rekel, telovadba, so ta prava tisto delo, ki ga mi delamo. Jaz se popolnoma s tem strinjam. No, zdaj, ko omenjaš nepremičninskega kitajskega giganta Evergrande, on je tik pred tem, da gre v bankrot. Preživetje tega podjetja in pa mnogih drugih je pa v bistvu odvisno od stalnega kratkoročnega in srednjeročnega dolžniškega financiranja in refinanciranja. Kitajska oblast očitno tukaj ne bo nič posegla. In zdaj se pojavlja vprašanje, koliko je v bistvu teh Evergrandov pod površjem in kakšne so lahko implikacije na finančni trg, na trg surovin, pa mogoče tudi na splošno, na gospodarstvo. Dostikrat podcenjujemo Kitajce. Tukaj, mislim, mnenja bojo tukaj močno deljena, ampak moj komentar konkretno tega je, Evergrande je posledica v bistvu spremembe politike kitajske partije. Torej, oni so se zdaj spravili iti urejati
aktivno urejati, bom rekel, balonov ali pa drugih tegob, ki tarejo njihovo družbo. Med drugim so recimo omejili, koliko so otroci lahko za zasloni, koliko kdaj konkretno lahko igrajo igrice, čez vikend samo in tako naprej. To je recimo en primer. Drug primer so pa predraga stanovanja, preveč špekulacije na nepremičninskem trgu, torej tudi oni niso imuni na recimo podobno, kot se pogovarjamo v Ljubljani o cenah nepremičnin, enako se oni pogovarjajo. Ne? In torej tam je šlo vse skupaj pa po mnenju njihove partije, njihovih voditeljev predaleč in oni so temu aktivno, ker pač so enostrankarski sistem, pač stopili so jim na prste, ker so bili pretvegani, preagresivni, preveliki, se jim je zgodilo, kar se jim zdaj dogaja in bojo v fazi finančnega prestrukturiranja. Jaz tukaj ne bi stavil na to, da Kitajska bo pustila, da oni propadejo in da to s sabo pripelje propad Kitajske kot take, ne, kot so se včeraj recimo na finančnih trgih nekateri izbali. Jaz menim, da ne. Jaz mislim, da bolj želijo podati lekcijo vsem real estate, torej nepremičninskim investitorjem, razvijalcem in tako naprej, da naj se bolj odgovorno, bolj preudarno vedejo, ker sicer lahko tudi se jim zgodi, kar se bo zgodilo Evergrandu. In če želiš dati pouk, torej poučiti celotno panogo, ni lepšega, kot da največjega in najbolj glasnega podučiš. Tako so naredili recimo z Alibabo, z njihovim ustanoviteljem, lastnikom Jack Mayom, ki ga ni bilo nekaj mesecev na spregled. Tako so zdaj naredili z tehnološkimi velikani in tudi nepremičninski sektor. Tako da jaz mislim, da je to del njihove politike in če bi to ratalo preboleče, torej vplivalo na celotno njihovo gospodarstvo, na Kitajsko kot celoto, potem bi oni tukaj seveda vstopili in poskrbeli za urejeno prestrukturiranje podjetja. Mogoče še to, to podjetje je vedno bilo slabo bonitetno podjetje, torej junk bondi. Kdorkoli je kupoval njihove obveznice, jim posojal, če je saj majčken truda vložil, vsaj 5 minut pogooglal, je ugotovil, da je to slab dolžnik, pika. Da ne rečem, da smo se že 15 let pogovarjamo o kitajskem centralno-planskem gospodarstvu, ki gradi stanovanja kar tako na zalogo, ne stanovanja, cela mesta, in da je to pač vprašanje časa, kdaj bojo tudi kakšno napako naredili. In zdaj izgleda, da je prišel recimo saj nek prvi račun za to. Tako da jaz ne bi rekel, da je to takih razsežnosti, kot je bil ameriški subprime, takrat nepremičninski trg financiranja, ki je bil strukturiran. Skratka, to so bile veliko večje zadeve, po mojem mnenju. To so bile reklamirane kot strani bonitetnih ocen, kot varne naložbe. Tukaj niti slučajno, niti malo nismo blizu temu. Tudi obseg tega, kljub tako imenovanim 300 milijardam obveznosti, ko grem jaz pogledat, se usedem za Bloomberg terminal, ko pogledam obveznice dolarske, ki so bile v mednarodnem okolju izdane, govorimo prej o mogoče nekaj 10 milijardah dolarjev, recimo sam za hec, ta največje družbe borzne, jih zdaj merimo vrednost v triljonih, torej tisočih milijardah, torej slab borzni dan odnese neskončno več mednarodnim vlagateljem, pokojninskim skladom, kot pa Evergrande. Tako da moramo tukaj res govoriti o nekem katastrofičnem scenariju za Kitajsko kot celoto, torej da to je samo prvi znak propada Kitajske, s čimer se pa jaz težko strinjam. No, o dogajanju na Kitajskem sem posnela res vrhunsko epizodo z Matežem Raškovičem. On je predavatelj na eni od kitajskih univerz in nam je pojasnil, kako funkcionira partija in zakaj to zdaj počne. Tako da, če niste poslušali to epizodo, vas vabim, da ji prisluhnete. V glavnem, omenil se zdaj že večkrat nepremičnine. Ravno včeraj sem se pogovarjala s kolegom in omenil si tudi balone na garsonjerah. Res je, 150 000 evrov za 29 kvadratov v Šiški, recimo, je bilo včeraj ravno ena prodaja. Potem slišim, da bogati posamezniki tudi iščejo dobre naložbe v nepremičninah in kupujejo recimo predvsem poslovne nepremičnine, kupujejo trgovske centre, kupujejo tudi pisarne in drugo, skratka, ampak cene konec koncev pod črto letijo v nebo. Pa me zanima, kot si sam tudi omenil, da iščete tudi vi donose, pa me zanima, kakšna je vaša zahtevana donosnost na teh naložbenih, na tem nepremičninskih naložbah? Očitno previsoka, ker zadnje čase na mizo ne dobim ponudb sploh.
Ker ni ponudbe. Pred leti smo pa dobili na mizo praktično vse, kar se je v Sloveniji prodajalo. Kjerkoli nepremičnino se spomnite, je bila ponujena tudi pokojninskim skladom v odkup, še posebej nam, ko so nekako zaznali, da mi to dejansko lahko kupimo in kupujemo, iščemo. Tako da kakšen donos bi si jaz želel? Dajva tako reči, no, vsaka stavba se stara, ne? Torej, rabimo tukaj vsaj 2% na leto, bi jaz rekel, dolgoročno gledano, ne? Ker čez 50 let bo vsaka stavba zastarela, ne? Če ne čez 20, pa čez 50, vsaka bo zastarela, prenoviti bo treba fasado, okna, inštalacije, streho, vse, kopalnice in tako naprej. Torej, 50 let recimo, da je življenjska doba, torej rabim 2% na leto dati na stran. Torej, vsaj 2% mora biti, da bom ohranil to nepremičnino. Potem pa pridemo do tveganj, povezanih s tem, da boš imel prazno pisarno, povezano s tem, da bo, ne vem, kaj narobe, torej potresi, požari in podobno. Pridemo enostavno do tega, da stavba kot taka lahko zastara, ne, kot trgovski center recimo. Ne. V Ameriki sem bil že pred leti, ne, ko vidiš te prazne, dobesedno res lepe, drage stavbe, ampak prazne, zaprte, vidiš, da je to mogoče. Ne. V Sloveniji tega še nismo navajeni, enostavno še ne, ampak se bojim, da tudi bo to prišlo. Torej, lahko ti stavba zastara in tako naprej. Torej, zelo previdno se mi tega lotevamo. In zato smo bili zelo izbirčni, šli smo res na varne naložbe, šli smo na kvalitetne najemnike, šli smo na vrhunske lokacije, torej na vse tisto, kar ti na nepremičninskem trgu daje neko varnost, zagotovilo, da bo to na dolgi rok nekaj prinašalo. Ne. Tako da, koliko je takih še nepremičnin, se bojim, da jih ni več. A mi lahko v številkah poveš, kakšna je bila vaša zahtevana donosnost, vsaj v preteklosti, če zdaj? Ne, ja, seveda lahko. V preteklosti za najbolj varne naložbe, recimo, ko smo kupovali recimo garažno hišo v centru Ljubljane ali pa vilo z gostinskim lokalom na Bledu in podobno, so bile naše zahtevane donosnosti tam okrog 7,5 do 8,5%, ampak to so bile res, bom rekel, dolgoročne, res varni denarni tokovi takrat. Danes so te številke nižje oziroma ni na prodaj. Zanimivo mi je to, da številni mali vlagatelji, ki tudi iščejo neke naložbe z stabilnim denarnim tokom, nekako so pripravljeni kupovati te drage nepremičnine v Ljubljani in pa okolici in nekako upajo. Ja, ampak ne vem, če naredijo domačo nalogo, tako kot ti, kot upravljalec premoženja. Ena razlika je med nami pa med njimi. Ne. Jaz nimam čustvenega zadovoljstva, ko kupim, bom rekel, stanovanje za pokojninski sklad. Ne. Zame je to pač izključno in samo pač finančna naložba, tako kot obveznica, delnica in tako v njej tudi razmišljam. Medtem ko če kupujem, pa jaz, recimo stanovanje, rekel bom, da je kot naložba, ampak v resnici je kot čustvena naložba, ker mi daje varnost mojim otrokom, da jim bom rešil stanovanjski problem, daje varnost meni, da če bo šlo vse narobe, bom pa to prodal. Torej, kot neko zavarovanje za slabe čase. Torej, imam neko čustveno zadovoljstvo te varnosti, ki jo ta, bom rekel, beton, cegel, les nudi. In to je tudi veliko ljudem vredno. In ko hkrati gledajo na drugi strani, kaj druge varne naložbe prinašajo, hitro pretehta ta čustvena komponenta. Tudi veliko lažje se je, bom rekel, v kavarni pogovarjati o nepremičninah, kot pa o depozitih te dni, kaj šele v kakšnih drugih varnih naložbah, kot so obveznice. To je zmer, bom rekel, taka fajn naložba. In za občutke, in tudi finančno, konec koncev, ni tako zelo zgrešena. Še posebej, če res pride do kakšne inflacije visoke. Ravno prejšnji smo se pogovarjali o debatah, kakšne so zdaj debate v gostilnah in mislim, da se bolj v gostilnah zdaj pogovarjajo o kriptovalutah in vseh možnih variantah trgovanja s kriptovalutami. Drži. Daj mi še to povej, kako je z REIT skladi? Vi investirate v REIT sklade, to se pravi sklade, ki kotirajo na borzi in pa v katere? Če si lahko malo bolj konkreten tukaj. Lahko sem konkreten. Boston Properties je en, BXP US je ticker, recimo. To so pisarne v ameriških velemestih, v New Yorku, San Franciscu, Bostonu in tako naprej, na najboljših lokacijah. To smo pač dodali kot stavo na popandemijsko okolje. Torej da bo to zanimiva naložba, ko se bomo vračali v normalno
življenje brez COVID-a. Recimo, to je ena. Druga je EPRS, je tiker, ime sem zdaj pozabil. So pa recimo stavbe namenjene zabavi, kot zabaviščni centri, kot Gardaland, samo da so v Ameriki, vodni parki, smučišča in kinodvorane, recimo. Ne. Zopet nekaj takega. To so rejti, te so zelo specifični rejti, lahko so pa tudi, ne vem, Unibel Rodamco, ki kotira, ki je francoska firma, je največji svetovni lastnik shopping centrov in recimo, in je tudi ena od naložb v našem portfelju. Ne govorim, da so to izključno in največje naložbe, ampak ena od 70 naložb v delniškem skladu je tudi ta. No, vse v red skladih bomo mi še naredili eno posebno epizodo, ker se mi zdi pač blazno zanimiv ta razred. Daj mi še povejo o ETF-ih. O ETF-ih smo tudi posneli posebno epizodo. Številni naši poslušalci ETF-i pač dejansko zanimajo. Pa me zanima, v katere ETF-e pokojninska družba investira, pa kaj je v bistvu relevantno, ko ti izbiraš ETF. Na kaj si najbolj pozoren? Na stroške pa na to, da imam na drugi strani izdajatelja ETF-a, ki je ugleden in ima neko ime, velikost in pomen v finančnem svetu. To je to. Zdaj, kjer mi zbiramo, mi na ETF-e gledamo kot na neko, bom rekel, osnovno naložbo, ko nimamo posebnega mnenja, kjer del delniškega trga preferiramo. Torej, in potem pač izbiramo, recimo imamo ETF na S&P 500, torej na največjih 500 ameriških družb, imamo na Stoxx 600, torej na evropski delniški indeks 600 največjih družb in tako naprej. To so največji in tudi posledično, ker so največji, najcenejši ETF-i. Torej, to je to, kar zbiramo. Kar se pa tiče specifik potem po panogah, po regijah, po nekih lastnostih in tako naprej, tam pa ETF-i hitro pridejo v bližino provizij, ki smo jih institucionalni vlagatelji varjeni v bistvu že tudi pri običajnih skladih. Ne? Ker konec koncev smo veliki vlagatelji in če prideš do nekega vzajemnega sklada, z večjim zneskom seveda tudi dajo nek količinski popust. Medtem ko pri ETF-ih tega ni. Ne? Kupiš na borzi, a kupiš za 1 milijon evrov ali za 10.000 evrov, cena je enaka, ne? Oziroma upravljalska provizija je enaka. Tako da tam se pa rajš poslužujemo potem konkretnega izbora delnic, ne? Ker konec koncev en ETF, če je noter 10 bančnih delnic, če je to bančni ETF evropski, ne, nima tako zelo smisla, ker ravno tako lahko jaz zelo hitro pač enostavno kupim 5 do 10 delnic, to ni nek poseben napor in posnemam indeks, ki ga ETF v bistvu posnem. Ja, zdaj, ko omenjaš konkretne Kot institucionalec, ne, kot fizična oseba imajo pa davčne in druge prednosti še vedno zelo močne. No. Zdaj, ko omenjaš tudi konkretne delnice, mogoče lahko izpostaviš konkretne delnice, ki jih imate v portfelju? Lejte, mi vsake 3 mesece naredimo kvartalno poročilo. V tem kvartalnem poročilu je razdelano na več načinov po državah, po panogah, po bonitetah za obveznice, po vrstah, kategorijah naložb in tudi 10 največjih naložb je tam navedenih. Tako da jaz bi temu rekel globalni portfelj. Ne? Če se pogovarjava o delniškem portfelju, potem seveda morate imeti Google, seveda morate imeti Facebook, seveda morate imeti enega avtomobilskega proizvajalca iz Nemčije in tako naprej. Ne? Morate imeti Nvidio ali pa PayPal ali pa skratka največje internetne velikane. Ne? Tako da dobesedno po celem svetu vlagamo v najuglednejše, največje družbe tega sveta. Ne? Torej mi nismo nek lokalni vlagatelj v Celje, pa v Velenje, pa v Koper, ampak to premoženje globalno, profesionalno upravljamo. Dajva se samo še malo dotakniti obveznic. Zanimive so bile, v bistvu kar nekaj novih pogruntavščin je tudi na tem trgu. Recimo v zadnjih letih smo videli kar nekaj izdaj 100-letnih obveznic. Mehika je recimo eno tako izdala, Velika Britanija, celo Avstrija 98-letno obveznico z 2,1 odstotno donosnostjo do dospetja. Ne samo države, pač pa tudi podjetja, recimo Coca-Cola, Walt Disney tudi izdaja 100-letne obveznice. Yeah. Zakaj izdati 100-letno obveznico? Kdo je kupec? Ali to recimo sod v portfelj enega
pokojninske družbe ali pa ne vem. Ja, mislim, v sami osnovi, če bi bili pogoji te izdaje, torej cena, bom rekel, poštena in normalna na dolgi rok, ne, in usklajena z neko zgodovino take naložbe, ne, to je seveda zelo tvegana naložba, da se razumemo, ne. Ampak potem bi lahko to bilo tudi v portfelju pokojninskega sklada zaradi dolgoročne narave, ne. Ampak nam enostavno take obveznice niso všeč, no, ker so prej prikaz ekscesov trenutne denarne politike kot pa kaj drugega, no, in se jih izogibamo nadaleč, ne. Torej, obveznice imamo rajš take, ki so krajše, ki so od manjših izdajateljev, kjer vidimo neko prednost, kjer vidimo vsaj nekaj malega donosa, kjer tveganje ni tako visoko, no. Torej, v bistvu, če sem čisto iskren, se obveznic izogibamo že zadnjih 6 let, kolikor se le da znotraj naših naložbenih politik in pač same vsebine produkta, ki ga imamo. Seveda v zajamčenem skladu moramo imeti največ obveznic, ampak lahko jih imamo pa pač znotraj nekega razpona in jih imamo na najnižjem delu tega razpona, ker enostavno nimamo dobrega mnenja o njih za dolgoročno naložbo za prihodnja leta in desetletja. Zdaj, veliko je bilo zadnje čase govora tudi o zelenih, pa o trajnostnih obveznicah. Kaj pa to? Zelo vroča tema, ekstremno vroča tema. Bom rekel, nekako se upada z vso to tehnološkim preporodom zadnjih 5-6 let, ne. Ali je to kriptosvet, ali je to internet, tisti klasičen taster, ali pa to nekaj povezanega z čisto energijo in električnimi avtomobili, ne. In te teme se majčkeno menjajo, en mesec je ena bolj aktualna, drug mesec je druga, ampak jaz bi rekel, če moram izpostaviti najbolj precenjene dele kapitalskega trga, ne, potem bi bila clean energy, torej zelena energija, elektrifikacija voznega parka. ESG kot celota je po mojem mnenju overhypan, torej preveč se o tem govori, pa premalo dela na tem. In kriptomazele je imel res lepo leto za sabo, no. Tako da to so res tiste najbolj vroče zgodbe, vroče teme, ki se bojim, da za naslednjih 5 let bojo prej prinašale ravno obratno presežno donosnost, kot so jo nudile zadnjih 5 let. No, tudi Mednarodna banka za poravnave je ravno izdala opozorilo, da v določenih segmentih zelenega investiranja se ustvarja tveganje premoženjskega balona. Pravijo tudi, da je to nekako inovacija finančne panoge in da v ozadju ni neke resne skrbi za zdravje našega planeta in pa zemljanov, ne. Ne vem, kakšno je tvoje mnenje? Jaz se pridružujem temu mnenju z 90%, bom tako rekel. 90% se strinjam, 10% je pa tiste iskrene, dobre naravnanosti ljudi, da bi kaj spremenili na tem svetu, ne. Finančniki nismo tisti, ki smo poklicani, no, da očistimo okolje, ne. Zato so drugi regulatorji, drugi ljudje na tem svetu. Smo pa tisti, da peljemo denar tja, kamor ga naši varčevalci želijo peljati, ne. In zadnje čase je to točno v tej smeri, no. Bi pa rekel tako, no, previdno, ne. Če gremo konkretno na najbolj zanimive naložbe, recimo Teslina delnica, ne. Market cap Tesle je drastično prenapihnen, glede na to, koliko avtov pa koliko dobička on s temi avti naredijo, ne. Torej, če kupiš danes Teslino delnico, moraš ti verjeti v širšo zgodbo Tesle, ne. Torej, v vse, kar Elon Musk še zmore, a ne. Ker če vrednotiš samo ta avtomobilski del, potem to tudi slučajno ni toliko vredno. Ja, se tudi Malka Bari napoveduje 90% upad Tesle. Mogoče na začetku Elon Musk se ne bi strinjal, ampak ja, mnenja so ekstremno deljena, no. Ja, bi rekla. Jaz bi še enkrat opozoril, če skočijo obrestne mere, ne, in če se svet spremeni, ne, se bo spremenil tudi za Elon Musk. Na začetku si omenjal inflacijsko zaščitene obveznice. Pri nas na Discordu je bilo kar nekaj debate o tem, mogoče lahko poveš, na kaj biti pozoren, ko se odločiš recimo za te inflacijsko zaščitene obveznice? Predvsem, da ne to ne pomeni, da so dobra naložba generalno, ne. One samo
ti kupiš inflacijsko zaščiteno obveznico, to pomeni, da če bo inflacija višja od toliko, kolikor je ugrajena inflacija v to obveznico pri tej ceni, takrat boš imel nek ekstra donos v primerjavi z nominalno. Torej, inflacija mora biti višja, kot se danes pričakuje, da bo ta naložba bolj donosna kot nominalna obveznica. Težava pa tukaj je, da je nominalna obveznica ekstremno slaba. Bom rekel, zelo slaba naložba generalno in posledično, če nimaš zelo močnega mnenja, da bo inflacija res poskočila in poskočila fejst, potem tudi inflacijsko zaščitena obveznica ne bo nudila nič posebnega. Konkretno, v inflacijsko zaščiteno nemško državno obveznico je vgrajeno, da bo inflacija recimo 1,3%, mislim, da je zadnja številka. In zdaj šele, če bo več kot 1,3%, bo tvoj donos več kot minus 0,3% nominalno, kot ti nudi nominalna. Vem, da sem malo zakompliciral, ampak ključno tukaj je, da če ne bo skoka inflacije nad to, kar se danes pričakuje na finančnih trgih, potem ta naložba ne bo nič posebnega, bo slaba, tako kot bo slaba nominalna obveznica. Še to bi te vprašala. To je bolj oblika zavarovanja pred skokom inflacije, kot pa nekaj, kar samo po sebi bo nosilo več. Ne nosi več, ker je vzadaj tveganje nemške države, to je pa ekstremno, ekstremno nizko in v tem okolju obrestnih mer je negativna obrestna mera. Ti si rekel, da nekako pričakuješ, da inflacija, da ni to prehodna zadeva, da bo dlje časa povišana inflacija z nami ali kako? Ja, jaz ne bi rekel, da je to nujno osnovni scenarij, se pa verjetnost tega scenarija po mojem mnenju viša iz meseca v mesec, tako kot jaz razberem komentarje centralnih bankirjev, podatke, ki jih gledamo, številne težave. Recimo, zakaj generalno imam tako mnenje? Eno je deglobalizacija. Vse dobavne verige se premikajo bližje razvitemu svetu. Naučili smo se, da je dobavljati vse, recimo čipe iz Malezije, kar naenkrat ne morejo nemški avtomobilske tovarne, ne morejo proizvajati avtomobilov, ker so zaprli malezijske tovarne, ki proizvajajo polprevodnike oziroma čipe. Zakaj so jih zaprli? Zaradi covida. Ampak na koncu tovarna v Stuttgartu pač ne more delati avtomobilov. To bojo premikali bližje. In podobno Sueški prekop, ki je bil zaprt, kar naenkrat se ni dal dobiti ničesar več iz druge strani sveta in tako naprej. Tako da COVID je povzročil resne probleme in tukaj bo šlo v obvladovanje tveganj, torej se bojo malo odmaknili od tega globalne dobavne verige iz 100 koncev sveta, just in time z letalom ali pa z ladjo, to se premika in to viša cene. To je eno. Drugo, politiki so spremenili retoriko, kaj oni govorijo, oni so zdaj za naložbe, Biden govori o infrastrukturnem planu, v Sloveniji poglejte, koliko je žerjav, poglejte, koliko se cest prenavlja, koliko tunelov se gradi, drugi tir, Karavanke, na Koroško avtocesta in tako naprej. Skratka, vsi projekti, ki so bili v mirovanju 10-15 let, so se oživeli in druge po svetu ni nič drugače. Torej, ogromno se, bom rekel, investira vse zapore, ki so bile, ko smo govorili o fiskalnem pravilu, o varčevalnih ukrepih, austerity measures, to je bila mantra 10 let, tega se ne omenja več. Fiskalna, proračunski primanjkljaj, besede nisem slišal že 3 leta, sigurno. In o tem se noben več ne pogovarja. Ko sva se midva spoznala, smo se samo o tem pogovarjali. Tako da svet se je spremenil in a se je dovolj, da povzroči inflacijo? Jaz se bojim, da se premikamo kar zelo v to smer. Ko pa se to enkrat zgodi, ko pa bi enkrat Fed rekel, imamo 5% inflacijo, kot jo zdaj imajo, by the way, in ta ni prehodne narave, ali pa večinsko ni prehodne narave, ali pa pol je ni prehodne narave, in kaj se zgodi potem na kapitalskih trgih? To je tisto vprašanje in to je pa kar, bom rekel, malo strašljiv scenarij, iskreno. In ne pravim nujno, da tako bo, se je višja verjetnost in če bi do tega prišlo, potem bi bilo strašljivo. Ja, ok, da greva mogoče povedati, kakšne so tvoje pričakovanja oziroma katera regija, panoga se ti zdi ta hip mogoče zanimiva za investiranje recimo na nek 5-letno obdobje? Mi probamo najti naložbe, ki so čim manj, bom rekel, finančne narave, pa čim bolj imajo neko realno, osnovno, fundamentalen pomen za našo družbo. Če govorimo zdaj ali pa o nekih vzdržnih poslovnih modelih, ki niso povezani nujno toliko z vrednotenjem, ampak z uspešnostjo samega delovanja ali
podjetja ali države ali česarkoli že. Torej, v bistvu smo mi malo čudni, bom rekel, mi se postavljamo, tako kot sem rekel, ne, pričakujemo, da kar je bilo najbolj donosno zadnjih 5 let, ne bo najbolj donosno naslednjih 5 let. In če to obrnem logiko, rečem, tisto, kar je bilo najmanj donosno, najmanj zanimivo zadnjih 5 let, se lahko hitro zgodi, da bo najbolj donosno ali pa najmanj zgubarsko, da je tako reči, najmanj zgubarsko v naslednjih 5 letih. In torej tukaj v bistvu gremo nekako malo stran od IT-ja, gremo proti farmaciji, gremo proti trajnim potrošnim dobrinam, tudi kot okrevanje po COVID-u, gremo v turizem kot okrevanje po COVID-u, gremo v banke kot nekaj, kar je bilo generalno strani regulatorja stisnjeno, zmaličeno, na minimum spravljeno in zvezano, ki pa zdaj vidimo, da se celotna logika majčkeno spreminja posredno njim v korist. Višje obrestne mere, recimo banke, so najbolj učinkovita zaščita pred skokom inflacije oziroma obrestnim meram. Tudi spomladi, ko so obrestne mere začele rasti kot močno okrevanje po COVID-u, ki se je pričakovalo deloma do poletja realiziralo, so bile banke v bistvu fantastična naložba. To je marsikoga presenetilo, nas malo manj, ker smo že takrat razmišljali, kaj pa, če pride do močnega okrevanja, kaj bi lahko bila zanimiva naložba, in mem bank si šel težko. Potem vidiš, ne vem, delnico NLB-ja, ki je poskočila letos za 50%. Zanimivo. Torej, take naložbe v bistvu nas zanimajo, torej pocen, ugodne naložbe, ki bi v primeru scenarija, ki ga mi pričakujemo, torej konec COVID-a, močno okrevanje, zagon inflacije, lahko bile relativno, ne pravim absolutno, relativne zmagovalke. Se pa bojim, da če pride do močnega okrevanja inflacije, bojo vse naložbe zgubarske, samo koliko kere, to je tisto, kar bomo takrat se mogli pogovarjati. Lunka bo zgubil najmanj, bo najbolj zmagal. Blaž, pogovarjala sem se z kar nekaj finančniki in zanimiv je bil njihov odziv na leto 2022. Recimo nek finančnik iz pekovske panoge je bil totalni pesimist, medtem ko finančnik iz recimo proizvajalca rezervnih delov je bil totalni optimist. Torej, kaj pa je tvoje, kakšne so tvoje pričakovanja? Imamo tudi volitve naslednje leto 2022, ne? Super. Volitve v Sloveniji so zmeraj velika tema, ampak kar se nas tiče, nič ne spremenijo. Levi, desni, sredinski, skratka, nimajo vpliva na newyorško borzo, nimajo vpliva na Google, Apple, nimajo vpliva na Daimler, niti nimajo vpliva na nivo obrestnih mer, ki jih plačuje slovenska država, ker se ta določa v Frankfurtu. Tako da nam, čisto iskreno, pač to, ali pa našim varčevalcem, to ne igra finančno, hladno, racionalno, matematično gledano pomembne vloge. Kaj pričakuješ za leto 2022? 2022? Ja, za naslednje leto, to je zdaj tik pred vrati. Pričakujem, da se o COVID-u ne bomo pogovarjali, predvsem se ne bomo pogovarjali o ukrepih za COVID. Pričakujem, da bo Freedom Day, kot ga imajo v Angliji, bolj obšel razviti svet in da se bomo vrnili v neko pogojno normalo, saj če si cepljen, prebolel in tako naprej. In da se bojo razmerja moči močno spremenila, kar se tiče kapitalskih trgov, panog. In da bojo zmagovalci COVID šoka na kapitalskih trgih poraženci v naslednjem letu. Okay, mogoče za konec še vprašanje, kako imaš ti trenutno sestavljen portfelj svojih naložb? Pa ne mi reči, da imaš vse v pokojninskih skladih, ker ti ne verjamem. Imam veliko glavnino, imam v pokojninskih skladih, torej imam zelo znaten znesek v pokojninskih skladih. Jaz vsako leto dodatno varčujem, ne samo do davčne olajšave, ampak bistveno nad. Kot sem rekel, pač vse, kar jaz govorim in pišem, tudi delam v pokojninskih skladih, ki jih upravljam. Sem član uprave, pristojen za naložbe, torej direktno odgovoren za to, kaj je v skladih. In tukaj je srž mojega delovanja. Kar se pa tiče zdaj, če hočeš kakšne bolj špekulativne naložbe, nimam tudi ene kripto zadeve, nimam Tesle, nimam IT delnic, imam pa, če že morava reči, moj bias, kaj je moja stava. Moja stava je na naložbe, ki bodo v primeru, da bo pandemije konec, zacvetele.
No, najlepša hvala, Blaž Hribar, za izčrpne informacije, za super pogovor in želim ti še lep dan naprej. Ne? Hvala lepa, enako. Hvala za povabilo še enkrat.